Prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi zame je posebna čast, da lahko kandidiram na evropskih volitvah na listi Slovenske demokratske stranke. Moje delovanje v Evropskem parlamentu bo zagotovo na področju, kjer imam največ izkušenj. Že več kot 15 let delujem na davčnem področju, zato bo moje delovanje usmerjeno in energija porabljena za boj proti sivi ekonomiji, boj proti korupciji, boj proti velikim davčnim utajam. Urediti je potrebno zakonodajo v zvezi z davčnimi oazami. Vemo, da je iz Slovenije v davčne oaze odteklo kar za 20 milijard evrov. Dela na tem področju je zagotovo veliko, predvsem tudi v vzpostavljanju boljših standardov na celotni davčni politiki. Naša država je na tem področju nekaj zagotovo že naredila, potrebno bo še veliko tega, da se približamo tudi razvitejšim severnim državam. Mogoče bi za na konec pokomentirala še nacionalni reformni program, ki ga je vlada sprejela v torek kar na dopisni seji. Ta nacionalni reformni program zagotovo ne bo uresničljiv, vsaj ne v tako veliki obsežni meri, kot je zapisan. 70 tisoč delovnih mest, ki jih vlada obljublja, zagotovo ne bo doseženih žal v letih 14 in 15, niti ne na način, tako kot si je vlada to zastavila. Ta delovna mesta bi lahko zagotovili samo z zagonom gospodarstva v smeri povečevanju investicij na infrastrukturnem področju, elektropodročju, turizmu. Tako bi lahko pridobili celo 85 tisoč delovnih mest, vendar šele do leta 2020. Te evropske volitve bodo tudi zagotovo nezaupnica vladi, zato vas množično vabim tudi na volišča, da pokažemo, da tudi Slovenija obstaja na zemljevidu Evrope, kar sicer vemo, se zavedamo, vendar mogoče premalo vemo o tem, da Slovenija je v Evropski uniji veliko pridobila, saj smo še zmeraj neto dobitnica in ne neto plačnica. Jaz se zahvaljujem za vsak vaš glas in mislim, da bo 25. maj za Slovensko demokratsko stranko ponovno zmagoviti dan. Hvala lepa.